Pravimo študij te racionalne funkcije, ki ima tudi eno absolutno vrednost. Ko imamo eno absolutno vrednost, se nam splača jo razdeliti na dva izraza. S tem, da vemo, da absolutna vrednost nekega števila, neke vrednosti, ki je večja ali enaka nič, je tista vrednost sama. In tudi absolutna vrednost od nič je nič. Če izraz pod absolutno vrednostjo je manjši od nič, njegova absolutna vrednost je obratna vrednost tistega. Zdaj napišemo, torej imamo dva slučaja, ko x plus 1 je večji ali enak nič in ko x plus 1 je manjši od nič. Zdaj to lahko napišemo drugače, nesem 1 na drugo stran, x večji ali enak minus 1, x manjši od minus 1. Torej, v tem primeru naša funkcija bo, torej to, kar je pod absolutno vrednostjo, ostane x plus 1, torej koren od x plus 1. V tem primeru pa, ko moramo dati nasprotno vrednost od x plus 1, torej koren od minus x minus 1. Tako kot smo napisali te korene, v tem slučaju ta izraz pod korenom je pozitiven. Smo to v bistvu napravili nalašč, drugače ne bi mogli niti izračunati tega kvadratnega korena. Sedaj, poglejmo, koliko je f od nič. Torej, smo v tem slučaju in vidimo, da je tukaj nič plus 1, absolutna vrednost je 1, koren od 1 je 1, f od nič je 1. Poglejmo, kdaj je ta funkcija enaka nič, ampak v resnici smo že dali tukaj večji ali enak nič. Torej, moramo gledati ta izraz. Torej, koren od x plus 1 enako nič, to se zgodi, ko x plus 1 enak nič, torej, ko x je enako minus 1. To je ničla funkcije. Zdaj lahko napišemo predznak funkcije. Torej, v minus 1 funkcija velja nič. Če smo na desni od minus 1, smo rekli, ta izraz pod korenom je pozitiven, tudi ko začunamo koren je pozitivno. In isto, ko rabimo tisti drugi izraz pod korenom je pozitiven, ko nam pozitivna vrednost je pozitivna vrednost. Torej, tako. Sedaj izračunamo, pogledamo asimptote. Ni navpičnih asimptot, ker ni imenovalcev. Poglejmo, če so vodoravne asimptote. Sedaj, ker imamo dva različna izraza, gledamo zaenkrat limito, ko gre x v plus neskončnost, ker smo v tem slučaju, in torej gledamo ta izraz od koren od x plus 1. Pomislimo, izraz pod korenom gre v plus neskončnost, koren od neskončnost, od te vrednosti bo plus neskončnost. In isto če bi napravili limito, ko gre x v minus neskončnost, ker potem bi rabili ta izraz, ampak tukaj minus neskončnost plus neskončnost, vsekakor ta izraz sem rekel, da je pozitiven, gre v plus neskončnost, koren od neskončnosti, neskončnost tudi. Torej, nimamo vodoravnih asimptot. Poglejmo, če imamo poševne asimptote. Limita, bomo začeli limito, zdaj bomo razlikovali zmeraj v plus neskončnost, ker gledamo ta izraz. Limita od x v plus neskončnost od kaj? F od x ulomljeno x. V tem primeru koren od x plus 1 ulomljeno x. Sedaj napišemo ta izraz v drugi obliki. Kako? Ta x bomo peljali pod korenom. Če gre pod korenom, postane x na drugo. Sedaj ločimo to ulomljeno to plus to ulomljeno to. X ulomljeno x na drugo plus 1 ulomljeno x na drugo. Tukaj x se uniči, tukaj se uniči druga potenca, dobimo koren od 1 ulomljeno x plus 1 ulomljeno x na drugo. Sedaj, ko x gre v plus neskončnost, ta izraz gre proti nič, tudi ta, koren od nič je nič, torej to v limiti gre proti ničli.
če bi izračunali tisto drugo limito, ko gre v minus neskončnost in bi rabili ta izraz, tukaj bi menjala samo ta dva predznaka, vendar če x gre v minus neskončnost, to gre že zmeraj proti ničli, je isto. Torej, bodi si v plus kot v minus neskončnosti, nimamo poševne asimtote. Sedaj izračunamo prvi odvod in bomo napravili to ločeno za oba izraza. Torej, zdaj dam slučaj x večji ali enak minus 1. Izračunam odvod tega. Mislim kot x plus 1 na eno polovico. Torej, ena polovica, x plus 1 na ena polovica minus 1 polovica, krat odvod od x plus 1 je 1. Torej, ni treba, da napišem. In to lahko napišem v obliki 1 ulomljeno 2 koren od x plus 1. Sedaj tisti drugi slučaj, x je manjši od minus 1, zračunamo odvod, zdaj od tega izraza, torej zmeri na eno polovico, minus x minus 1 na eno polovico, torej ena polovica minus x minus 1 na minus eno polovico, krat še odvod od minus x minus 1, ki je minus 1. In tukaj dobimo minus 1 ulomljeno 2 koren od minus x minus 1. Smo dobili tako. Sedaj pogledamo predznak prvega odvoda. Torej, opazimo, da oba ta izraza v minus 1 pri obeh teh izrazih, ko x velja minus 1, imenovalic se izniči. Torej, prvi odvod za oba izraza ni definiran, ko x je enak minus 1. Ni definiran. Sedaj, kot smo že prej povedali, ti izrazi pod korenom so pozitivni, tudi njihovi koreni so pozitivni, torej to je pozitivno. Tukaj imamo ena polovica, ki je pozitivno, tukaj imamo minus ena polovica, ki je negativno. Torej, tukaj funkcija pada, funkcija narašča. Nekdo se vpraša, tukaj imamo minimum, ampak v resnici ni niti definiran tukaj prvi odvod. Kaj se zgodi? Zato pogledamo limito od prvega odvoda, ko se približujemo proti minus 1 z desne in z leve. Torej, limita, ko gre x proti minus 1 z desne, in torej, če smo z desne, moramo gledati ta izraz. 1 ulomljeno 2 koren od x plus 1. Če pa računamo limito, ko gre x proti minus 1 z leve, moramo gledati ta drugi izraz. Minus 1 ulomljeno 2 koren od minus x minus 1. Sedaj, tako kot smo že povedali, smo napisali te korene, tako da izraz pod korenom je pozitiven. Zdaj, če mi, vsekakor, ko x gre proti minus 1 ali tukaj, izraz pod korenom gre proti ničli. Vendar gre proti ničli s pozitivnimi vrednostmi. Torej, tukaj gre proti ničli s pozitivnimi vrednostmi. Tukaj imamo vse druge količine pozitivne, imenovalec gre proti ničli, ne? Torej, tukaj imamo plus neskončnost. Tukaj, ker se rekel, da to gre proti ničli s pozitivnimi vrednostmi, tukaj imamo negativne vrednosti, to je minus neskončnost. Torej, kaj se zgodi, da ko se približujemo proti minus 1, tangenta na naš graf je navpična, ker ima neskončno strmino. Je navpična, tukaj imamo tangente, ko se približujejo minus 1, ki so negativne in potem grejo v minus neskončnost. Tukaj, če gremo z desne proti levi, imamo vrednosti pozitivne, ki grejo proti neskončnosti. Torej tukaj, kaj se zgodi v minus 1? Imamo prav eno kuspido. Tukaj tangenta je, na graf je navpična. Imamo prav kuspido. Sedaj, zračunamo drugi odvod. In zmeraj ločimo oba primera. X večji ali enak minus 1
x manjši od minus 1. Za računanje odvoda rabimo raje ta izraz. Torej, drugi odvod. Torej, ena polovica je konstanta, ki gre od spredaj. Tukaj vzamemo minus ena polovica, x plus ena na ena polovica minus ena polovica minus ena je minus 3 polovice, krat odvod od x plus ena je 1. Ja, in to lahko napišemo kot minus 1 ulomljeno 4 koren od x plus 1 na tretjo. Tukaj pa ta drugi izraz, začunamo odvod. Pazimo, tukaj ena polovica krat minus 1 je minus ena polovica. Tista je konstanta, ki jo imamo od spredaj, zdaj eksponent, ki je minus ena polovica, minus x minus 1 na minus ena polovica minus 1 minus 3 polovice kot od zgoraj in še odvod od minus x minus 1, ki je minus 1. Sedaj minus 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 mi da minus 1 ulomljeno 4 koren od minus x minus 1 na tretjo. Sedaj, ko imamo koren na tretjo, lahko mislimo koren na drugo krat koren na prvo in koren na drugo gre uničiti koren. Torej, zdaj napišemo še, bo prvi in drugi slučaj, napišemo še tukaj v drugi obliki minus 1 ulomljeno 4, torej koren na drugo pri x plus 1 in potem koren od x plus 1. Tukaj imamo minus 1 ulomljeno 4. Ta koren na drugo je minus x minus 1 in še koren na prvo je koren od minus x minus 1. Sedaj lahko napišemo predznak drugega odvoda. Torej, opazimo, oba ta izraza pri obeh teh izrazih se uniči imenovalec za x enako minus 1. Torej, tam drugi odvod ni definiran. Tukaj ni definiran. Sedaj, kot smo že povedali, ti izrazi tukaj, ta in ta, tudi pod korenom so zmeri pozitivni. Tudi tukaj, ti izrazi so zmeri pozitivni. In torej, tukaj imamo minus 1/4, minus četrtina, in tukaj drugi odvod je zmeraj negativen. Torej, tako. Če gledamo v smeri osi y, funkcija je konkavna. Sedaj lahko narišemo graf. Torej, sem že zračunal, torej, prvo odpravimo dele ravnine, kjer ni grafa. Funkcija je zmeraj pozitivna, se uniči, za x je minus 1. Recimo tukaj, v tej vrednosti funkcija se velja nič. Vendar drugje je zmeri pozitivna in torej črtamo negativen del tukaj. Tukaj ni grafa. Smo rekli, da f od nič je 1. Tukaj bomo imeli 1. In tukaj smo rekli, da imamo kuspido. In torej tangenta je navpična. Ta točka bo imela simetrično na drugi strani, precej jasno od tega, kako je napisan izraz. Torej, smo narisali. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.